Policija trdi, da je 19-letna ženska iz Kentuckyja Marley Kinney odšla s prijatelji na čoln in se nikoli ni vrnila. Ko je policija prišla do tragičnega odkritja, je bil voznik čolna že v lisicah, vendar ne zaradi umora. Kaj se je tam zunaj v resnici zgodilo? Povabili bomo forenzičnega potapljača in strokovnjaka za policijsko delo na vodi, da nam pomagate razumeti, kaj preiskovalci iščejo. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. V redu, preden začnemo na hitro. Poglejte, Amerika praznuje 250 let samo enkrat. To je resnica. In da bi proslavili to zgodovinsko prelomnico, je Chef IQ, naš partner, naš sponzor, izdal to. Prav, omejena izdaja Chef IQ Sense pametnega termometra za meso Stars and Stripes. Ta stvar tukaj je narejena za domače mojstre žara, ponosne domoljube in resne ljubitelje žara. V redu, ta izdaja Stars and Stripes je v drznih rdečih, belih in modrih barvah ter vključuje posamezno oštevilčene enote. Tako je vsak kos kot edinstven del tega praznovanja, ki se zgodi le enkrat v generaciji. In ta IQ Sense ni samo videti kul, je več kot le kul zbirateljski predmet. Pod to zasnovo se skriva enaka profesionalna zmogljivost in pametna tehnologija, ki naredi IQ Sense poseben. Z bržično sondo, ki deluje prek Wi-Fi povezave za spremljanje od kjerkoli, boste lahko gledali ognjemet, namesto da bi pazili na žar. Deluje tudi za vse vrste mesa, od pečenke in perutničk do piščanca in ribe. Uporabite mojo kodo. Uporabite mojo kodo Sidebar za 40% popusta na celotno ponudbo na chefik.com. To je chefik.com in uporabite mojo kodo Sidebar za 40% popusta. To je izjemno. Tragična zgodba, o kateri bomo govorili. Ni drugega načina, da bi jo opisali. In gre za mlado žensko, ki je bila le na čolnu s prijatelji, na videz gre plavat, a se nikoli ne vrne živa. To se je zgodilo tej ženski, Marley Kinney, stari 19 let. 19. Bil je popoldan na jezeru Grayson v Kentuckyju. To se je spremenilo v pravo nočno moro. Po navedbah policije je šla s čolna v vodo, da bi opravila potrebo. In to je bilo zadnjič, da jo je kdo videl živo. Njeno truplo so našli 4 dni kasneje. In prišlo je do aretacije. V tem primeru so aretirali voznika čolna, vendar ne zaradi umora. Da bo jasno, ne zaradi umora Marley. Kaj se je zgodilo na tistem čolnu? Zdaj, to bo zvenelo zelo znano, ko bom govoril o tem, kaj ne? Mlada ženska, čoln, alkohol, morda alkohol, družina, ki čaka na odgovore. Mislim, da veste, kam merim s tem. O tem bomo govorili nekoliko kasneje. Ampak stvar je v tem, da ko nekdo pade v vodo in se ne vrne na površje, ugotoviti, kaj se je v resnici zgodilo, zahteva več kot le, veste, pogledati v jezero. To je lahko zapleteno. Potrebujete nekoga, ki zna presojati takšne situacije in ve, na kaj mora biti pozoren. In čez nekaj trenutkov bomo povabili forenzičnega potapljača in strokovnjaka za pomorsko policijsko delo, da nam to bolje razloži, saj nam bo pomagal razumeti, kaj preiskovalci trenutno iščejo in na katera vprašanja še vedno poskušajo odgovoriti. Ker je to iskanje morda končano, vendar se vprašanja šele začenjajo. Zato želim natančno predstaviti, kaj se zdi, da v tem trenutku vemo na podlagi poročanja. 19-letna Marley Kinney iz Ashlanda v Kentuckyju. V sredo, 24. junija, je bila na jezeru Grayson. Bila je na izposojenem pontonskem čolnu s skupino prijateljev, bilo jih je vsaj 10, tako pravijo oblasti. In to naj bi bil le zabaven dan na vodi. Okoli 16. ure naj bi padla čez krov. Policija pravi, da je samo poskušala iti na stranišče in od takrat je niso več videli. Zdaj, tukaj je nekaj, kar je težko razumeti. Njeni prijatelji niso takoj opazili, da je pogrešana, vsaj ne takoj, tako pravijo preiskovalci. V tem primeru je prišlo do aretacije in o tem bomo govorili čez nekaj trenutkov, vendar so podrobnosti precej nenavadne. Najprej je bila iskalna akcija. Več organov pregona je začelo, kot so povedali uradniki, temeljito iskalno akcijo. Torej govorimo o sonarju, toplotnih detektorjih, helikopterjih, enotah s psi, podvodnih dronih. Gasilska enota Ashland je poslala potapljače. Gasilska enota Lexington je poslala potapljače. Državna policija Kentuckyja je zagotovila zračno podporo. Več kot 50 prostovoljcev je prehodilo bregove tega jezera. Deževne plohe so stvari otežile. Kljub vsemu so vztrajali naprej. Medtem pa je njena družina obupano čakala na odgovore. Njena sestra je objavila na družbenih omrežjih in prosila za pomoč. Povedala je, da policija in pristojne službe za divje živali delajo vse, kar lahko, a je ljudi prosila, naj ne širijo govoric. Napisala je, citiram: Moja mlajša sestra Marley Kinney je pogrešana, kot ste vsi videli. Iskanja potekajo.
Policija in služba za divje živali delajo vse, kar lahko, vendar mi prosim sporočite, če izveste kaj novega. Prosim, ne verjemite ali širite govoric. Nihče še ni bil najden in nameravamo iskati, dokler nečesa ne najdemo. Iskanje se je nadaljevalo že tretji dan. Njena sestra je ponovno objavila sporočilo. Tokrat je izrazila frustracijo zaradi vseh ugibanj in napačnih informacij na spletu. Napisala je: Tako sem izčrpana od vsega in zaradi širjenja napačnih informacij, vseh ugibanj in obtožb, ki krožijo, vseh lažnih videoposnetkov, ki jih ustvarjajo, ter groznih stvari, ki jih ljudje govorijo ali trdijo. Trenutno me sploh ne zanima, kako se je zgodilo ali kdo je kriv. Samo želim, da jo najdejo. Krivdo bom iskal kasneje, ko jo bodo našli. Če imate resnično nujne informacije, me kontaktirajte preko mojega Instagrama. V nasprotnem primeru me ne kontaktirajte, razen če ste eden od Marlijevih bližnjih prijateljev, nekdo s čolna, bližnji prijatelji ali moja družina. Vem, da to verjetno zveni nesramno ali brezčutno. Še vedno jo bom iskal, ampak medijska pozornost postaja prehuda. Nikoli ne morem razumeti, zakaj ljudje trdijo stvari, ki niso resnične. Zakaj preplavijo komentarje, kjer bi lahko bile pomembne informacije, z govoricami ali pa z "mislim, da se je to zgodilo". Niste bili tam in to ne bo pomagalo najti moje mlajše sestre. Hvala vsem, ki pomagate in širite informacije o njej. Res sem zelo hvaležen. Sem pa tudi utrujen. Želim si, da bi bili vsi varni. In kaj se potem zgodi? V nedeljo, 28. junija, okoli 15:45. Najdejo jo. Njeno telo so izvlekli iz jezera Grayson Lake. Oddelek zvezne države Kentucky za ribe in prosto živeče živali je potrdil njeno identiteto in sporočil, da je bila družina obveščena. Njena sestra je to potrdila v pretresljivi objavi, kjer je zapisala, citiram: "Pozdravljeni vsi, to bo težko branje, zato bom kratka. Moja sestra je bila najdena mrtva. Resnično smo hvaležni vsem ekipam, ki so nam pomagale pri iskanju, vsem za molitve in vsem, ki so ponudili pomoč." Srednja šola Boyd County, kjer je Marley lani maturirala kot del generacije 2024, je prav tako objavila spominsko objavo in prosila skupnost, naj ima njeno družino, prijatelje in sošolce v mislih. Vzrok smrti v času tega poročanja še ni znan. Državni urad za sodno medicino bo to ugotovil, kar pomeni, da trenutno nihče natančno ne ve, kaj se ji je tam zgodilo. In tukaj postane zadeva zanimiva, saj je v tem primeru prišlo do aretacije. Voznika čolna so prijeli isti dan, ko je Marley izginila. Ampak tukaj je stvar. Ni bil aretiran zaradi njene smrti. Aretiran je bil zaradi nečesa drugega. In zaradi česa je bil aretiran, nam bo povedalo veliko o tem, kaj preiskovalci morda počnejo. Toda preden se sploh poglobimo v podrobnosti o tem z izvedencem, ki ga bomo povabili, bi rad izrekel svoje misli, molitve in najboljše želje družini. To je resnično srce parajoč in tragičen položaj. In je nepredstavljivo. In res mi je zelo žal, da to doživljajo. Ampak rad bi poskušal razumeti, kaj se dogaja v ozadju. Ampak preden se sploh lotimo tega, bi rad povabil našega gosta. Z nami je Alex Bir, ki je forenzični potapljač in strokovnjak za policijsko delo na vodi. Zelo sem vesel, da je z nami. Alex, hvala, da ste si vzeli čas za pogovor o tem. Res cenim. Ni problema, hvala, da ste me povabili. Torej, preden se lotimo podrobnosti, pojdimo najprej na osnovna vprašanja. Prav? Ko nekdo očitno pade v vodo in ga več dni ne najdejo, kakšni so prvi koraki, ki jih naredijo, da najdejo truplo? Ali si ogledate tudi plovilo samo? Mislim, kakšni so začetni koraki preiskave? No, najprej glede na lokacijo, torej jezero Grayson, mislim, da je to tam v Kentuckyju, je precej razsežno jezero, ni veliko po površini, ampak zelo dolgo in tam je veliko zalivov in krajev. Torej, prvi del bi bil poskusiti ugotoviti, kje je bila zadnjič opažena, dejansko videna strani kogarkoli, ki je bil tam. Začnemo tam, glede na to, da je zaradi vsega vremena, ki so ga imeli in kar je običajno za jezera, vidljivost skoraj ničelna. Torej, sprva bi pomislil na to, uporabiti sonar v vodi, da bi poskušali najti anomalije in se tako osredotočiti na nekaj, bodisi z bočnim sonarjem ali sonarjem na čolnu, poskušati jo najti v vodi. Lahko to malo bolj razložite? Kako sonar deluje pri iskanju trupla ali anomalije?
Seveda, sonar je zvok, ki se oddaja skozi vodo preko različnih vrst sonarjev, bodisi stranskega ali večžarkovnega sonarja. Zvok se razširi, zadene predmet in se vrne nazaj, nato pa gre skozi računalniški model, ki ustvari sliko. Tako v bistvu dobite sliko dna. Tako boste videli stvari, kot so drevesa, skale in podobno, precej jasno, stvari, ki dajejo dober odboj. Iskanje trupel je nekoliko težje, odvisno od globine vode in vegetacije in ima svoje omejitve, vendar vam vseeno da sliko dna. In potem z izkušnjami, vajo in usposabljanjem interpretiraš te anomalije in stvari ti začnejo izstopati. In to ne bo nujno videti kot oseba, ampak kot nekaj, kar tja ne spada, zato boš želel te stvari bolj temeljito raziskati. Ali se ti zdi nenavadno, da njenega trupla domnevno niso našli več dni? Meni se to ne zdi nenavadno. O tem jezeru ne vem ničesar. Ne vem, kako globoko je. O njegovih razmerah ne vem ničesar. Ampak meni to ni nenavadno v smislu, da je težko, če predpostavljamo, in jaz predpostavljam, ne da bi poznal vsa dejstva primera, ampak recimo, da se je utopila. Torej, žrtev utopitve bo šla neposredno na dno. Tam bodo ostali nekaj časa, dokler se ne začnejo razkrajati. In potem bo kopičenje plinov v telesu povzročilo, da bo telo, kot pravijo, ponovno splavalo in prišlo na površje. In potem so izpostavljeni vetru in gibanju vode, ter jih lahko premika naokoli. Ne vem, ali je znala plavati in ne vem, kakšne so bile okoliščine njenega vstopa v vodo, ampak če predpostavimo, da se je utopila in potonila, potem je ključno imeti dober, natančen zadnji znani kraj, kjer so jo videli, in da od tam začnete iskanje. In potem, odvisno od tega, kakšno vrsto sonarja so uporabljali in koliko usposabljanja imajo za branje sonarja, veste, ni tako jasno, kot če bi gledali Google zemljevide ali kaj podobnega. Resnično moraš vedeti, kaj iščeš, in znati prepoznati te anomalije. Ni vedno zelo očitno. Tako da to se zelo razlikuje glede na vrsto sonarja, ki ga uporabljaš, in izkušenost osebe, ki ga uporablja. Mimogrede, vem, da ti ta vodna površina ni znana, ampak na splošno, kaj se zgodi s truplom, ki je tako dolgo v vodi? Govoril si o tem, kako potone, o plinih, ampak če poskušaš najti dokaze, če poskušaš ugotoviti vzrok smrti, ali pride do razkroja telesa na določen način? Ja, pride do tega in spet ni bilo veliko podrobnosti o stanju žrtve, ko so jo našli, ampak določene stvari, seveda, telo se spremeni, kaj ne? Telo zateče in se spremeni, ampak stvari, kot so tetovaže in podobno, še vedno vidiš in prepoznaš. Prepričan sem, da mrliški oglednik in sodni zdravnik iščeta stvari, kot so. Ali je padla čez krov in jo je potem povozil čoln? Torej, ali obstajajo dokazi o trku s čolnom, ali ima kakšne velike rane, sledi propelerja, take stvari, ki bi nakazovale, da je padla čez krov med plovbo in bila na to zadeta. In potem, veste, so te stvari povzročile njeno smrt ali utopitev. Ali se je samo utopila, na njej ni nobenih sledi, in te stvari bi še vedno prepoznala ali jih videli. Seveda bodo popačene, vendar jih je še vedno mogoče prepoznati. Alex, dovoli, da te vprašam o samem iskanju, ker je količina virov, ki so jih vložili v njeno iskanje, res osupljiva. Mislim, po podatkih Kentucky Fish and Wildlife so uporabili čolne, potapljače, gasilske enote Ashland, sonar, o katerem sva govorila, helikopterje državne policije Kentucky, brezpilotnike, UTV-je, ATV-je, kinološke enote in pse za iskanje trupel. Gasilska enota Lexington je poslala potapljače, državna policija Kentucky je zagotovila zračno podporo. Več kot 50 prostovoljcev je prehodilo bregove jezera. In povrh vsega, kot sva že govorila, so uporabljali tudi termalne detektorje in podvodne drone. Najprej, kako sploh uskladiš kaj takega? Ker se zdi kot ogromen podvig z veliko različnimi posamezniki in številnimi različnimi skupinami. Ja, ampak mislim, da imaš vodilno agencijo, mislim, da je bila to verjetno agencija Kentucky Fish and Wildlife, ki je bila vodilna. Torej, obstaja poveljniški center,
ki usklajuje vse te vire, beleži, kdo je kje, kdo kaj počne, koliko čolnov, koliko potapljačev, kje iščejo. Prostovoljci, ki preiskujejo obalo, psi za iskanje trupel, vse te stvari so usklajene preko poveljniškega centra. In pri organih pregona veliko treniramo, še posebej gasilci in policisti, veliko vadimo sisteme poveljevanja ob nesrečah, kjer se urimo za takšne operacije. In na krajih, kot je Kentucky, bom po odzivu sklepal, da verjetno izvajajo veliko skupnih vaj več agencij. Da bi pomagali prepoznati, veste, katera sredstva imajo na voljo in katera lahko še vključijo, in potem te stvari usklajeno izvajajo. Veste, nekdo bo upravljal čolne, nekdo bo vodil potapljače, nekdo bo vodil iskanje na kopnem, nekdo bo upravljal zračno podporo. In vse te stvari se stekajo v en, veste, poveljniški center za, veste, nekak splošen nadzor nad situacijo. Mimogrede, kaj so podvodni droni? Kako ti izgledajo? No, podvodni dron običajno ni avtonomen. Običajno, ko ljudje rečejo podvodni dron, mislijo na ROV ali daljinsko vodeno vozilo, ki je, veste, različnih velikosti, lahko so majhni ali pa veliki komercialni, ampak običajno je to majhna, večpropelerna platforma, ki ima običajno kamero, sonar in še druge stvari. Običajno imajo tudi prijemalo ali roko, ki jo lahko upravljajo preko kabla. Tako je povezan z površino, s kablom, kjer lahko na monitorju spremljajo sonarski zaslon in video sliko. In lahko s tem pogledajo naokoli, da preverijo določena območja ali kaj drugega. Morda anomalijo, ki so jo opazili z drugo vrsto sonarja in si jo želijo najprej vizualno ogledati, preden v vodo pošljejo potapljače. Veš, o nečem smo že malo govorili, ampak rad bi to še malo razširil. Po navedbah urednikov je bilo to iskanje večkrat prekinjeno, najprej zaradi teme, nato pa zaradi razpršenih deževnih ploh. Malo si že govoril o tem, kako lahko vreme vpliva na to, ampak kaj se zgodi, ko moraš iskanje ustaviti in ga potem znova začeti? Mislim, veš, spremaš svoj dnevni napredek. Torej, večina območij uporablja sistem, obstaja jih več vrst, ampak recimo, kaj bomo uporabljali na določenem območju. Iskanje uporablja nekaj, kar se imenuje SARKOP, kar je način, da poveljniški center v realnem času vidi, kje so bili iskalci in katera območja so bila preiskana. In tako, če morajo prekiniti, se lahko vrnejo, delno prekrivajo že pregledana območja in nadaljujejo tam, kjer so končali, da jim ni treba vedno znova začenjati. In v jezeru, kot je Grayson Lake, glede na to, kar sem pogledal na zemljevidu, je precej ozko, ni široko in razprostrto jezero. Tako so bila ta območja verjetno, veste, ograjena ali razdeljena na mreže, da so ljudje vedeli, v redu, ti bo šel sem, to je tvoje območje odgovornosti, ti bo šel sem. To je, in ko označujejo ta območja, jih nekako postopoma pregledujejo, dokler jih ne pregledajo v celoti. Ja. Zdaj bi rad prešel na aretacije, o tem še nisva govorila. Mislim, da so podrobnosti precej zanimive. Tako so oblasti kot voznika čolna identificirale 23-letnega Camerona Conleya. In po navedbah aretacijskega zapisnika, ki ga je pridobil Lex 18, naj bi Conley osebju marine povedal, da ne more najti ženske, ki je bila na njegovem čolnu. Takrat so bile oblasti obveščene. Državna policija Kentuckyja se je na marino Grayson Lake odzvala še isti večer, torej govorimo o sredo 24. junija. In ko so policisti govorili s Conleyjem, so mu po poročanju zavohali alkohol v izdihu, opazili so krvave, steklene oči. Priznal je, oziroma naj bi priznal, da je pil alkohol. In s svojim domnevnim soglasjem je Conley opravil alkotest. Napihal je, oziroma naj bi napihal 0,137. Po našem razumevanju je to skoraj dvakrat več od zakonsko dovoljene meje v Kentuckyju, ki je 0,08. Približno 20 minut kasneje so ga po poročanju Fox 56 ponovno testirali in naj bi napihal 0,135. Tako je bil aretiran zaradi vožnje čolna pod vplivom alkohola, BUI. To je kaznivo dejanje prve stopnje, odpeljan je bil v priporni center okrožja Carter. In tukaj je nekaj, kar sem ti želel vprašati, Alex. Po 20-minutnem opazovalnem obdobju je bil izpuščen. Naslednji mesec mora na sodišče.
Kaj ti to pove o tem, kje je ta preiskava? Kaj ti to pove o tem, kako organi pregona trenutno obravnavajo to obtožbo zaradi vožnje pod vplivom alkohola na vodi sredi aktivne preiskave pogrešane osebe? Povej mi o svojih prvih mislih glede tega. Sprva so moje misli morda precej očitne, saj pogosto vidimo, da so pri nesrečah na čolnih in podobnih primerih prisotni alkohol, droge ali kakšna druga oblika omamljenosti. In to res samo dokazuje, da ti dve stvari preprosto ne gresta skupaj. Zavedam se, da je vožnja s čolnom rekreativna dejavnost. Vožnja pod vplivom alkohola na čolnu je drugačna kot vožnja pod vplivom avtomobilu, saj za upravljanje čolna ne potrebuješ vozniškega dovoljenja. Tako da to nujno ne vpliva nate in ne vem, kakšni so zakoni v Kentuckyju, oprostite. Ampak običajno vožnja pod vplivom alkohola na čolnu ne vpliva na tvoje vozniško dovoljenje. Vožnja pod vplivom alkohola na čolnu ti ne bo preprečila oziroma ti ne bo odvzela vozniškega dovoljenja, ker gre za rekreativno dejavnost. Praktično so taki zakoni in vsakdo lahko upravlja čoln. Vem, da tukaj na Floridi, kjer sem jaz, moraš imeti izkaznico za čolnarja, kar je spletni tečaj, ki te nauči osnovnih pravil na vodi. Nisem prepričan, če imajo to tam, ampak očitno so pravila za upravljanje čolna bolj ohlapna. Predvidevam, da je bil to najemni pontonski čoln. Slišal sem dve različici, da je bilo na čolnu 10 ljudi, ki so preživljali dan skupaj. Slišal sem tudi, da se je vrnil Marino sam in rekel, da je ne more najti. Nisem prepričan, katero poročanje je točno, ampak v vsakem primeru... Kaj ne? Mislim, da to kaže na dejstvo, da biti pod vplivom in sprejemati slabe odločitve na čolnu lahko vodi do stvari, kot so smrtni primeri in seveda poškodbe. In veste, kakšne so bile okoliščine? Če je bilo na čolnu 10 ljudi, kako nihče ni videl, da je padla v vodo? Videli smo poročilo, ki pravi, da je padla čez rob. No, to je zanimivo. Torej, dovolite mi, da se vmešam. Po poročanju lokalnih medijev naj bi v zapisniku pisalo, da je Conley povedal policistom, citiram, da ni mogel najti enega od svojih potnikov. To naj bi bile njegove besede. Ni rekel, da je padla, ni rekel, da je skočila, ni rekel, da je bila to Marley. To se mi je zdelo zanimivo. Res je. In mislim, da bodo z vidika preiskave, če je bilo na čolnu 10 ljudi in se jih je 9 vrnilo, preiskovalci želeli zaslišati vse, ki so bili tisti dan na čolnu. Ne glede na to, ali so bili skupaj na čolnu ali ne. Ampak vse, ki so bili tam, jih bodo želeli zaslišati in poskušali bodo sestaviti tisti prazen del zgodbe, kjer vemo, da je šla na čoln, a se ni vrnila. Torej, kaj se je zgodilo? Mislim, da je druga plat tega kot preiskovalec, da lahko na to pogledaš na dva načina. Sta res samo dva odgovora. Tragična nesreča ali pa je bilo nekaj zlonamernega oziroma je bil slab namen. In tega ne vem, kakšen je odnos med temi ljudmi. Zato mislim, da želi preiskovalec slišati zgodbo vsakega. Slišati, kaj imajo povedati. Nato pa narediti tisto, kar preiskovalci počnejo. Začeti iskati luknje v zgodbi. Ker imam vtis, da so to vse mladi ljudje, ki se je zgodilo nekaj slabega. Ne glede na to, ali so to nameravali ali ne, se je zgodilo nekaj slabega. In mislim, da običajno, ko gre za skupino mladih ljudi, nekako strnejo vrste, kot da nočejo imeti težav zaradi tega. Kot nočem imeti težav, nočem, veš, in ponavadi si izmislijo načrt, veš, ali je to hej, bodimo iskreni, ali pa hej, moramo si izmisliti zgodbe, ali karkoli že. In mislim, da se bodo preiskovalci prav tam začeli osredotočati, da ugotovijo, ali je šlo zgolj za nesrečo, ali pa je bilo kaj drugega. Seveda. In da bo jasno, obstaja tudi vmesna možnost, ampak želim to res poudariti. Obstaja možnost, da sta dve stvari hkrati resnični, kaj ne? Obstaja možnost, da je nekdo vozil pod vplivom alkohola, nekdo pa pade z ladje in recimo utone, pa to ni povezano z vožnjo pod vplivom, kaj ne? Lahko bi bil vzrok kakšen drug dejavnik. Seveda, trenutno ni obtožen v povezavi z njeno smrtjo. In morda ga v zvezi z njeno smrtjo nikoli ne bodo obtožili. Mislim, sprašujem se, kako težko bi bilo ugotoviti zaporedje dogodkov, ker obstaja možnost, da ti dve stvari nista povezani. Seveda, ampak imaš odgovornost, kot bi jo imel vsak.
To je kot pobeg s kraja nesreče, kaj ne? Nisi imel namena, voziš po cesti in nekdo stopi pred tvoj avto in ga zbiješ. Imaš možnost ostati na kraju dogodka, kar bi tudi moral storiti. In veš, hej, nisem videl te osebe, poveš svojo plat zgodbe. Potem imaš drugo stran, kjer ljudje zapanikarijo in pobegnejo, ker si mislijo, moj bog, pravkar sem naredil nekaj groznega. Ne zato, ker bi to hoteli, ampak ker je bila nesreča. Jaz mislim, veš, in spet to bo prišlo na dan, ko bo preiskava napredovala. Naprimer, kje se je to zgodilo? Kako daleč je to od marine, v katero je pripeljal čoln nazaj? Zdaj bo tam. Stvari, kot so te, bodo začele prihajati na dan, ko se bo preiskava začela stopnjevati in bomo dobivali več informacij. Ja, prijatelj, morda mislim, da nihče, ne verjamem, in ne dolžen, dokler ni dokazana krivda. Mislim, da trenutno ni dovolj informacij, da bi lahko oblikovali mnenje v eno ali drugo smer. Mislim, da je še vedno veliko neznank, na katerih bodo morali še delati in jih poskušati razjasniti. Mislim, postavil bi osnovna vprašanja družini, naprimer, ali zna plavati. Tu mi zdaj pravzaprav nekaj spomni, na kar sem želel opozoriti, ker je to zgodba, ki zveni zelo znano. Okoliščine so sicer drugačne, vendar mlada ženska, stara 19 let, domnevno pade s čolna. Upravljalec naj bi bil pijan. Imaš družino, ki čaka na odgovore. To je zelo podobno primeru Mallory Beach. Paul Murdoch, se spomniš? Obtožen je bil upravljanja čolna pod vplivom alkohola in povzročitve njene smrti. Spet, nekoliko drugače, kot o čemer govorimo tukaj, vendar preden bi lahko šel na sojenje, sta bila on in njegova mati umorjena, njegov oče, Alec Murdoch, pa je bil obsojen za njun umor, čeprav je bila ta obsodba razveljavljena. Ne pravim, da se to dogaja tukaj v Kentuckyju, ampak pravim, da ko vidiš primer, ki se začne tako, mlada ženska mrtva, verjetno je bil vpleten alkohol, upravljavec plovila, obtožen upravljanja pod vplivom alkohola, preiskovalci iščejo veliko več kot samo to, kaj se je zgodilo. In torej, Alek, katere so tiste, veš, skrite okoliščine, ki jih preiskovalci iščejo v takem primeru? Mislim, poleg obtožbe za vožnjo pod vplivom alkohola, oziroma, oprosti, za plovbo pod vplivom alkohola, katere so standardne smeri preiskave? Kaj lahko pričakujemo naprej? Kdaj bomo imeli več odgovorov? Povej mi kaj več o tem. Mislim, da boste ugotovili, da je bila začetna obtožba podana zaradi tega, s čimer so se soočili, ko so jih prvič srečali. Mislim, da se bodo, ko se zgodba razvija, pojavile dodatne obtožbe, morda pa tudi ne. Če bo to ocenjena kot nesreča ali če bo sodni zdravnik podal kaj glede vzroka njene smrti, bodo vse te stvari vplivale na primer. In mislim, da je skupna nit med tema dvema zgodbama ta, da imamo mlade ljudi, alkohol, ki vpliva ali povzroča, da se sprejemajo slabe odločitve. In veste, spet nočem, ne vem, kako se bo razpletlo, ampak mislim, da je jasno, da bi se morala vrniti z vsemi ostalimi. In zakaj se ni? To je ključno, ne? In poglejte, vzrok smrti trenutno ni znan. Urad za sodno medicino v Frankfurtu bo to ugotovil, oziroma upajmo, da bo to ugotovil. Moram tudi povedati, da preiskava še poteka. Kentucky Fish and Wildlife so to jasno povedali. Če ima kdo kakršnekoli informacije o tem, kaj se je zgodilo z Marleyem Kineyem na jezeru Grayson, prosijo za pomoč. Preiskovalci vas prosijo, da stopite v stik z njimi. Lahko kontaktirate Kentucky Fish and Wildlife Law Enforcement na številko, ki jo vidite zgoraj. Lahko se obrnete tudi na policijo Zvezne države Kentucky. Vemo, da je Cameron Conley na prostosti proti varščini. Čaka naslednji sodni narok naslednji mesec. Ampak, Alex, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Res cenim to. Hvaležen sem, da ste me povabili in rad bi izrekel sožalje družini, ki se sooča z izgubo svoje hčerke in sestre. In to je tragično. Pustimo preiskovalcem, da opravijo svoje delo in naj preiskava poteka do konca. Upajmo, da bojo to družini prineslo bodisi pravico, bodisi odgovore. In to je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebaru. Hvala vsem, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če želite slediti meni na X-u in Instagramu, moji oddaji na News Nation, Jesse Weber Live od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič. Vsi skupaj.